Podaljšan konec tedna za nogometaše Maribora z razpletom po željah. Tekma v Kranju je bila zadnja v 28. prvenstvenem krogu po dolgem času v nedeljskem terminu. Domžalčani so zmago proti Celjanom zmanjšali zaostanek na 4 točke in soočiti se je bilo treba z dodatnim bremenom nuje po zmagi. Boj je bil zahteven, pritisk je terjal določen davek, toda namen je dosežen. Meni se ni zdela podobna tekma, kljub temu, da je na koncu visel ta gol zaradi te ene oziroma dveh njihovih prekinitev. Samo energija, ki smo mi vložili tokrat v tekmo ali pa prejšnjič, je bila zelo različna in danes smo si tudi zaradi tega to zmago zaslužili, čeprav smo trepetali do konca. Na vprašanje pred to tekmo sem odgovoril točno tako, da so te tekme, katere so, ko igraš proti nasprotnikom, kateri imajo malce manj zveneče ime, isto tako ali pa še celo mogoče bolj pomembne kot ostale. 3 točke so velike in zaslužene in teh smo veseli. Milec se je poškodoval na petkovem treningu. Priložnost v začetni 11-terici je spet dobil Rep, ki je kot prvi usmeril žogo proti golu. Iz prostega strela je nameril mimo vratnice. Na drugi strani je udarec razdalje preizkusil tudi Marjan. Radan ni dovolil presenečenja. Potem pa v 5 minutah 2 zadetka. Obakrat sta žogo v mrežo spravila domača nogometaša, a za 1:1. Vodstvo Maribora z avtogolom. Po prekršku nad Repom je Mezga poslal žogo v kazenski prostor, kjer jo je Stojnič skušal zbiti, vendar preusmeril čez vratarja v lasten gol. Kranjčani so hitro izenačili. Po akciji po levi strani se je Jelar spretno odzval in usmeril žogo mimo vratarja Radana v levi kot in na odmor se je odšlo z neodločenim rezultatom. Obetavnejši začetek drugega polčasa je napovedala akcija v 47 minuti. Velikonja se ni obotavljal pri podaji do Tavareša. Kapetan je prišel do soočenja 1:1 z vratarjem Triglava, usmeril žogo mimo njega, toda namesto mreže je zadela vratnico. V naslednji akciji je Tavareš priskrbel prosti strel z obetavnega položaja. Izvajalec je bil Mezga, žoga pa čez obrambni zid in tudi čez gol. Resna grožnja domače ekipe iz protinapada. Burgar je lepo sprejel žogo z roba kazenskega prostora, pa zadel vratnico. Darko Milanič se je vmes odločil za prvo menjavo in prav Robert Berić je le 8 minut po vstopu v igro prinesel vodstvo in kot se je kasneje izkazalo tudi zmago. Podal je Majer, Berić pa spretno z glavo zadel desni zgornji kot. Gol za ekipo Maribora je v 73 minuti dosegel igralec številka 32 Robert Berić. Dobro, vsekakor sem vesel teh 3 točk, te zmage v Kranju, tako da super bi prišel tudi ta gol za mojo samozavest, tako da zdaj gremo v pokal v sredo, upam tudi na zmago in bomo videli pol naprej. Pa dobro, oni so praktično niso imeli nekaj velik šans, da zabili so nam gol, postavili so se v obrambo, večino so igrali obrambo, težko jih je bilo prebiti, tako da sam na koncu nam je vse naratal in hvala Bogu na zmago.
Vratar Triglava je bil znova na preizkušnji ob udarcu Tavareša, a vendarle je uspel žogo ukrotiti. Mariborsko moštvo je v končnici kazalo željo po tretjem golu. Dobro je proti levemu kotu meril Cvijanović, žoga ob vratnici. V sodniškem podaljšku so še zadnjič zapretili gostitelji, toda ob poskusu Stjepanovića je bil vratar Radan dovolj pazljiv. Končnih Triglav Maribor 1:2. Nova preizkušnja zdaj že v sredo, tokrat pokalna v Kopru. Ja, sigurno, da se začne zadnja četrtina prvenstva. Mi smo seveda zelo zadovoljni, da smo začeli to zadnjo četrtino zmago in upam na takšno nadaljevanje.